Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V Kranjski Gori so ta teden predstavili načrte za prihajajočo poletno sezono. Pripravljajo nove prireditve in urejajo tudi infrastrukturo. Obetajo se nam številne novosti, kar se tiče prireditev. Pripeljali smo v kraj kar nekaj prireditev, mogoče lahko tukaj na tem mestu omenjam samo Trail, zdaj na katerega smo res zelo ponosni, da se bo prvič v Sloveniji tudi zgodil. Pričakujemo okrog 2000 obiskovalcev, kolesarjev, ki bodo tukaj od 25. do 28. maja kolesarili po celotni destinaciji. Potem prvič bo tudi triatlon, standardno goni poni, pa še nekaj kolesarskih prireditev. Tudi tek smo letos prvič pridobili tek Trek dolin, ki se bo zgodil v Mojstrani. Tako da želimo, da v bistvu so vsi vikendi v času poletne sezone maksimalno zapolnjeni s prireditvam. Veliko smo vložili tudi v samo infrastrukturo. Želimo si, da je Kranjska Gora prepoznana kot urejena in pa zgledna turistična destinacija, zato se trudimo, da so v bistvu urejeni kraj od Mojstrane do samih Rateč in že letos bomo odprli tudi vstopno točko v Topolino, to se pravi pred Mojstrano na ključni točki vstopa v dolino, kjer bomo odprli informacijsko točko. Je pa že trenutno tudi zgrajen viseči most, vse skupaj bo pa nekako potem zaključili še z javnimi WC-ji, urejenim parkiriščem. To bo tisti prvi obraz, ki ga bo Kranjska Gora kot turistična destinacija pokazala. Urejamo tudi sprehajalno pot med Lekom in pa Jasno, to bo tudi neka nova pridobitev, se zdi zelo zanimiva za obiskovalce Kranjske Gore. Jasno se bo približala kraju in mogoče bo to koga odvrnilo, da bo pustil avto v samem kraju in se peš odpravil do Jasne, kar nam bo na koncu omogočilo tudi manjši naval obiskovalcev na Jasno, kar je v zadnjih letih, ne bom rekel, da je bil problem, ampak je bil pa zdaj kar za nas izziv, ker si želimo Jasno ohraniti kot neko mirno cono, kjer se ljudje v bistvu sproščajo v času poletne sezone. Tudi sama kolesarska pot, po njej je kar nekaj obiskovalcev, oziroma jih je vsako leto več, smo letos uspeli in bomo do časa poletne sezone uredili za novimi informacijskimi posebinskimi tablami. Želimo, da je ta pot izpostavljena in pa zanimiva za kolesarje, da se bodo še večkrat vračali v našo dolino in da bomo prav v tej poti ponudili informacije, kaj vse lahko v bistvu v kraju počnejo oziroma se dogaja. Tudi po hotelih bodo poskrbeli za nekaj obnov in dogodkov. V igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori se bodo začela obnovitvena dela. Gre za popolno prenovo igralniškega in hotelskega dela. Temeljila bo na zelenem in avtohtonem, predvsem na lesu, vodi in kamnu. Kar se tiče same prenove, potrebujemo še potrditev uprave družbe in pa nadzornega sveta. To je pač postopek, ki se pelje v družbi Hit DD. Predvideno je pa, da pričnemo z samim projektom julija 2017. Gre po fazah, novogradnja do konca leta, potem po novem letu takoj prenova celotnega igralniškega dela, ki ga zaključimo nekje 25. maja. 25. maja potem pričnemo z obnovo celotnega hotelskega dela, kuhinja, restauracija, sobam pričnemo nekaj prej. In končujemo potem, cilj je 1. avgust 2018, popolnoma prenovljen igralniški del in pa hotelski del. Seveda tukaj gre za povezavo tudi s hotelom Špik. Konec februarja porušimo vse sobe v Koroni, seveda potrebujemo sobe za igralniške goste in naše igralniške goste bojo potem bivali v Špiku. Potem po 25. maju 2018 zapremo restauracijo, kar pomeni, da bomo imeli ves suport zopet iz hotela Špik. Ampak tukaj govorimo zdaj samo o potrebah oziroma kako nas bo suportiral hotel Špik. Tukaj gre predvsem povezavo tudi med igralniško-zabaviščnim centrom in pa s hotelom Špik. Se pravi, naši gostje bojo bivali predvsem v hotelu Špik, kjer je zgodba postavljena na nek način na novo, z odličnim wellnessom, z odličnim spa programom. In jaz mislim, da v bistvu ta povezava Korona in hotel Špik bo nekaj zelo, zelo zanimivega nekje po 1. avgustu 2018. V želji sledenju sodobnim trendom so pri Hit Alpineji obnovili hotela Ramada Resort in Ramada Hotel Suites. Prav tako so začeli obnovo sob v hotelu Kompas z mislijo na udobje vrhunskih športnikov. Ja, gre dejansko za investicijske in za produktne ali pa programske novosti. Zdaj med investicijskimi je sigurno v prvi fazi ali pa v prvem planu nadaljevanje obnove sob v hotelu Kompas.
Mi smo strateško opredelili ta hotel tudi kot hotel namenjen športnikom. Ne samo v zimski sezoni zaradi vseh svetovnih pokalov, ki jih ima destinacija, ampak tudi v ostalih delih leta zaradi priprav športnikov, tako poletnih priprav v športih žogo, kot tudi v ostalih športih, ki smo jih začeli tudi pridobivati v Kranjsko Goro, naprimer lansko Evropsko prvenstvo v klasičnem karateju, tako da bojo tudi oblikovno ali pa že na prvi pogled te predsobe posvečene športu, tako da bomo še precej pred začetkom poletne sezone imeli obnovljeno polovico hotela, ostala polovica potem sledi pred zimsko sezono. Prvi odzivi gostov na prve sobe so izjemno dobri, tako da mislimo, da smo kar zadeli. Kar se tiče pa produktnih novosti, pa letos zdaj začetku maja ponovno izvajamo kulinarični festival Kranjska Gora, ki smo ga letos nekako razširili ali pa nadgradili z sodelovanjem s Tuševo kuharsko zvezdico. Na samem festivalu pa letos je v tem trenutku prijavljenih 55 tekmovalcev iz 8 držav, spravo je res izrazito mednaroden. Konec koncev kot zanimivost lahko povem, da je tudi med sodniki tudi predsednik Svetovne kuharske organizacije gospod Guglar, kar daje festivalu še posebno težo. Poleg tega pa ponovno tudi k sodelovanju vabimo tudi ostale turistične ponudnike iz kraja, iz destinacije, ki se bojo vsi skupaj predstavili pač obiskovalcem na nekem manjšem kulinaričnem trgu, kjer bo možno seveda tudi okusiti lokalne jedi, zlasti lokalne jedi iz Zgornjesavske doline. V Kranjski Gori so v petek med prvimi v Evropi odprli tudi kolesarski park. Prednost parka je, da začne delovati aprila in je odprt do konca oktobra, kar v Kranjsko Goro privabi številne gorske kolesarje, predvsem iz Slovenije, Italije, Nemčije in Avstrije. Uredili so tudi novo kolesarsko gorsko pot v Karavankah, ki je legalizirana in jo bodo uradno odprli v letošnji poletni sezoni. Ta trail v Karavankah, vzpon nanj se začne po cesti proti Korenskemu sedlu, potem se zavije desno in se na cesti ustraja kar dolg časa, odvisno to tudi jasno kondicije posamečnega kolesarja. Ves vzpon je po cesti, potem pa je ta spust narejen po nekih starih poteh, kjer so v soglasju z lastniki, kjer je občina uredila dovoljenja, potem pa se je ekipa tako imenovanih trail builderjev podala gor na to pot in z motikami, krampi in ostalimi primernimi orodji ta trail naredila primeren za kolesarje. To pomeni, da so ga oblikovali tako, da se recimo hitrost stalno zmanjšuje, da nisi nikoli prehiter, nikoli prepočasen. Take stvari moraš imeti v mislih, kadar delaš kolesarski trail. Kako pomemben pa je tak dogodek za Zgornjesavsko dolino? Iz izkušenj, ki so jih imeli v Laču, so mi kazali malo kako tak dogodek odmeva, predvsem po socialnih medijih, internetu. Gre za to, da se mi zdi, da današnji časi so taki, da marketing, ki mu najbolj verjameš, je na svet od prijatelja, kolega, ki mu zaupaš, ki ima podobne interese kot ti, da ti reče, pejte tja, tam je fajn. To je zame, po mojem, največja vrednost tega dogodka. Se pravi, če bomo mi svoj del dobro naredili, bomo dobili ves ta marketing, ki ga pravzaprav ne moreš plačati. Prav tako spomladi in poleti ne bodo počivali v Planici. Začenja se sezona skokov na plastičnih skakalnicah in tudi teka na smučeh v podzemni dvorani. 27. aprila se začne s treningi na skakalnicah. Poletni treningi seveda potekajo od začetka maja oziroma od 27. aprila pa vse do konca oktobra. Potem rabimo približno mesec dni časa, da pripravimo skakalnice za zimo, da jih vmes zasnežimo in od decembra naprej se skače na snegu. Prav tako smo že razgrnili sneg v podzemni garaži in že od sobote naprej bo možno teči na smučeh. Zdaj še postavljamo ograje, zadnja varovanja in tekaška proga je pripravljena. Seveda ne pričakujemo, da bodo začeli tekači trenirati že v maju na snegu, ampak pričakujemo pa, da se bodo predvsem v poletnih mesecih rekreativni tekači odločali za tek v dvorani. Letos je novost ta, da ponujamo tudi izposojo tekaške opreme in pa seveda šolo teka na smučeh z usposobljenimi učitelji in učiteljicami teka. Mislim, da na ta način skrbimo za rekreacijo Slovencev in pa seveda tudi ostalih. Novost v Planici je tudi planiška pot, ki vodi od osrednjega objekta mimo tekaškega dela
po skakalnicah do vrha letalnice in nazaj. Za prehode to pot si je potrebno vzeti kar dobro uro časa, je pa ob poti postavljenih nekaj informacijskih tabel, kjer ljudje spoznavajo planico tako z očmi tekmovalcev, trenerjev, z očmi organizatorjev tekmovanj in pa seveda z očmi projektantov, ki so to planico načrtovali. Pot do Slapa Peričnik je pripravljena na poletno sezono. Zato je zaslužna ekipa Triglavskega narodnega parka, Turizma Kranjska Gora, Slovenskega planinskega muzeja, Komunale Kranjska Gora in domačega turističnega društva Dovje Mojstrana. Ja, res je, pot smo uredili, tako da je nekako zdaj lepo pripravljena za začetek poletne sezone, kajti desni breg Slapu Peričnik je bil pravzaprav prehojen iz vseh možnih strani. Ni si želel niti lastnik, niti mi, da bi nekako naši gostje hodili po celotnem gozdu in iskali številne bližance. Zdaj smo pot uredili, jo opremili tudi z ograjo, tako da verjamem, da bo tudi nekoliko bolj varna za naše obiskovalce. Kar 240 metrov ograje smo s skupnimi močmi prinesli tja in jo seveda tudi uredili. Zdaj je približno 2 leti, odkar sem prevzel turistično društvo Dovje Mojstrana kot predsednik in moja prva želja, ko so me prepričali, da bi to funkcijo sprejel, je bila ta, da bi poskušal združiti čim več ljudi, društev in ostalih subjektov v Mojstrani nad Dovjem in pravzaprav v celotni destinaciji. Tako da tole skupno sodelovanje je bilo pravzaprav res pika na i in sem zelo vesel, da smo se lahko v tako številčni ekipi združili, da smo prišli z vseh vetrov. Zdaj pa seveda nas čaka še težji del, torej nekako upam, da zdaj združeni tukaj pod Triglavom zgledno smo. Zdaj bo pa čas, da tudi turistični delavci in gostinci pokažejo zaupanje TIC-u, turističnemu društvu, naši infotočki, da se potrudijo sodelovati z nami, da nam bodo pravočasno sporočali svojo odprtost lokalov, razpoložljivost sob, da bodo povedali, kadar prirejajo kakšne evente, prireditve, kajti le na ta način jih bomo lahko zgledno promovirali. Upam, da jih bomo uspeli prepričati, da vse, kar počnemo tukaj, počnemo zanje in da je prav, če to objavijo tudi na svojih spletnih straneh in tudi na svojih profilih na Facebooku in ostalih socialnih omrežjih. Verjamem, da bodo to tudi storili in prepričan sem, da bomo v naslednjih letih zopet dvigali kvaliteto storitve pod Triglavom še za stopničko ali pa 2. V Ratečah so pri stanovanjski hiši Gorazda in Milade Koblar odkrili spominsko ploščo na objektu, kjer je bilo v letih 1990-1991 tajno skladišče orožja postaje mejne milice Rateče. Žena so samo storila to, kar bi večina tukaj prisotnih. To smo morali narediti zaradi svojih staršev in svojih otrok, da bo imeli lepšo budućnost, kakor je bilo takrat v tistih časih. Tukaj v kleti smo imeli shranjeno približno mesec dni, 3 zaboje municije in nekaj 20 kalašnikov in pištol. Jaz bi izpostavil predvsem pogumno dejanje moje žene, katera je iz rezervne lokacije tukaj v naši hiši orožje sama pripeljala v Kranjsko Goro na rezervno lokacijo policije, kamor smo se mi umaknili. To, kar pač, da smo orožje imeli shranjeno, to je bilo pač logično in pričakovano. Prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora je bogatejše za 14 prvih posredovalcev, ki bodo v primeru nujnih medicinskih stanj pomagali obolelemu do prihoda nujne medicinske pomoči Jesenice. Izobraževali so se ta teden in sicer v gasilskem domu v Kranjski Gori.
Ja, v bistvu prvi posredovalec je nekako naj bi bil to prostovoljni gasilec ali pa gorski reševalec, da se lahko preko uprave za zaščito in reševanje, pravzaprav preko regijskega centra za obveščanje takega človeka aktivira. Namen pa je to, ker veste, da recimo oddaljenost reševalne ali pa nujne medicinske pomoči v te bolj oddaljene kraje, kot je Kranjska Gora, rabimo 13 minut. In zdaj recimo, če bo tak klic, da mi zvemo, da je, ne vem, da gre za hudo krvavitev, da gre nekako za nenadni srčni zastoj, da avtomatsko prožimo pozivnike tem prvim posredovalcem. To se pravi, to so izobraženi gasilci, gorski reševalci, ki bodo lahko hitro prispeli na kraj in prvi nudili to osnovno prvo pomoč. Kje vse pa so že imeli predavanja? Ja, v bistvu smo se pač odločili, da začnemo z izobraževanjem prvih posredovalcev v občini Kranjska Gora, kateri projekt je pač že bil nekaj časa predstavljen na Gasilski zvezi Kranjska Gora in pa tudi na civilni zaščiti. Zdaj smo pa nekako začeli smo v Ratečah, pod Korenu, zdaj smo pa v bistvu prišli izobraževati v Kranjsko Goro, nadaljevali bomo pa še v Gozd Martuljku, na Dovjem in pa v Mojstrani. Tako da v bistvu vse skupaj je prijavljenih strani Gasilske zveze Kranjska Gora 86 slušateljev, ki bodo dobili nekako te izkaznice za prve posredovalce. Na današnji tematiki je v bistvu tako, da je nekako nosilc tega izobraževanja je nujna medicinska pomoč zdravstvenega doma Jesenice, dr. Žiga Jenstrle. Zdravam pa še 5 predavateljev, ki pa zdraven od točke do točke izvajamo določene situacije. In v bistvu situacije so take, na eni točki je preverjanje dihalne poti, hude krvavitve in pa zaustavitev krvavitve, na eni točki pristop do poškodovanega, obolelega, primeren položaj, stabilen bočen položaj, položaj za izkrvavljenega in pa podobno. Na eni točki temeljni postopki oživljanja z masažo srca in pa umetnim dihanjem, lahko tudi preko teh mask za enkratno uporabo in pa na enem punktu tudi avtomatski defibrilator in pa uporaba, pravzaprav oživljanje z avtomatskim defibrilatorjem. Glasbena šola Jesenice letos praznuje 70-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je bil koncert na Jesenicah in sicer koncert njihovega simfoničnega orkestra. Naše praznovanje v bistvu poteka od januarja do decembra celo leto 2017. Začeli smo najprej z izdajo koledarja, s prireditvami, našimi pomembnimi prireditvami in seveda s slikami naših orkestrov, predstavitve naših oddelkov. Vsi naši koncerti letos so posvečeni našemu jubileju. V aprilu smo tako izvedli tudi festival družin, kjer se je predstavilo 37 družin in prav izmed vseh zased je bil en izmed članov učenec glasbene šole Jesenice. 8. aprila smo izvedli že 9. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije, kjer je nastopilo kar 22 orkestrov glasbenih šol. Na predvečer tega dogodka smo v gledališču Toneta Čufarja skupaj s fotografskim društvom Jesenice odprli tudi razstavo, kjer prikazujemo 70 let našega harmonikarskega oddelka. Včeraj smo izvedli naš slavnostni koncert, ki smo predstavili celotno glasbeno in plesno dejavnost, ki poteka na naši šoli. No, danes smo bili pa priča še enemu izjemnemu dogodku, simfoničnemu orkestru Jesenice, ki deluje drugo leto in nas je danes res navdušil s prvim celovečernim koncertom. Sicer pa poleg izobraževalne dejavnosti seveda v glasbeni šoli izvajamo tudi glasbeni abonma s koncerti priznanih glasbenikov in v letu 2017, v prazničnem letu, smo ga posvetili jeseniškim glasbenikom in skladateljem in tako bomo skupaj izvedli 9 koncertov. Če obujamo spomine z glasbeniki prve generacije, lahko izvemo, da je v prvih 2 desetletjih glasbene šole deloval odličen simfonični orkester na Jesenicah, ki so izvajali operete in so navduševali občinstvo. No in gospod Ljubo Kokošinek je v bistvu učenec prve generacije glasbene šole Jesenice in je vseh 70 letij sodeloval z glasbeno šolo. Najprej kot učenec, kasneje tudi kot učitelj, na zvesti spremljevalec in danes spet ponovno igra v simfoničnem orkestru. Ne nazadnje je tudi on krivec, delno krivec za ustanovitev tega orkestra, saj nas je venomer navduševal s svojimi pripovedi o uspehih
simfoničnega orkestra in nam je tako vzbudil eno skomine, eno zanimanje, tako da smo se mi tudi lotili in 2007 uprizorili prvo opereto Planinska roža, od lanskega leta pa simfonični orkester deluje samostojno in danes, kot vidimo, nam je navdušil s celovečernim samostojnim koncertom. Turistično društvo Kranjska Gora je v sodelovanju z domačim župnikom Janezom Šimencem tudi letos pred začetkom motoristične sezone pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Zbrali so se na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Gospod Bog, zatikamo se k tebi in te prosimo, blagoslovi ta vozila. Naj nam brez škode služijo pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali nevarnost sebe in ne drugih. Daj, da bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in povsod. Po Kristusu, našem Gospodu. Turistično društvo Kranjska Gora je že lansko leto obudilo lepo tradicionalno prireditev blagoslov motorjev, tako da smo se tudi letos zbrali na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori s pomočjo gospoda župnika in seveda letos se je zbralo več motoristov kot lansko leto, kar nas zelo veseli. Članice Turističnega društva Kranjska Gora smo za motoriste pripravile tudi manjšo pogostitev in seveda smo zelo veseli, da so se motoristi zbrali tukaj pri nas, seveda pa v imenu Turističnega društva Kranjska Gora in v svojem imenu želim vsem motoristom varno in srečno vožnjo in nasvidenje prihodnje leto na 3. blagoslovu motorjev v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. V sredo ob 17. bo redna seja občine Bohinj. Na dnevnem redu so med drugim spremembe in dopolnitve statuta občine, cene pomoči na domu ter strategija trajnostnega razvoja občine. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. Od petka do nedelje bo v Kranjski Gori potekal prvi festival češpov Knedelj. Festival bodo popestrili gledališka igra v domačem narečju Rutarška vinjeta, predavanje priznane profesorice, publicistke in voditeljice Marjete Keršič-Svetel, prodajna razstava slik na temo mitov in legend, koncert skupine Čedahuči, družinski izlet v naravo, ustvarjalne delavnice, zabavna impro predstava Češpvarije ter otroška matineja Vila Škrlatica. V petek ob 18. bodo v Podkorenu v prostorih gasilskega doma odprli razstavo ročnih del. Na ogled bo od 29. aprila do 2. maja od 10. do 18. Na Rajže po poteh Triglavskih pravljic se znova lahko odpravite v soboto ob 10. Zbor bo za pošto v Mojstrani. Po dolini bo v nedeljo kar nekaj kresovanj. Ob 18. se začne pri gostilni Oštarija v Kranjski Gori. Zabavali vas bodo Zgornjesavci. Ob 19. bo kresovanje na travniku pri hiški športnega društva Varpa Gost Martuljek. Ob 20. pa se začne kresovanje pri Stari Karavli na Dovjem. V ponedeljek 1. maja ob 10. se v Ratečah začne srečanje konjenikov brez meja. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijeten teden, ki je pred nami in nasvidenje do prihodnje nedelje. Pa srečno!